Eno lepo, blagoslovljeno nedeljsko jutro želim vsem vam, dragi prisotne, dragi poslušalci. Lepo vas je se videti. Še posebno tiste, med vami, štiri ste šli skozi eno preizkušnjo v svojem življenju. Nište ne med nami, nište ne od naših so bili v bolnici, ali hvala Gospodi, da so tu. Da so znova med nami leko. In to je, znate, odgovor na naše molitve. Da se mi molimo, da prosimo Boga za posredovanje, On odgovarja. In bojmo njime hvaležne za to. Gospodova milost je ponovno razgrnjena nad nome, kaleko v takšno meri poslušamo Božjo reč. Popevamo pesme slavljenja njeme v slavo. In znate, ne samo ka njeme v slavo, to je za nas blagoslov. To je za nas tudi ena ohrabritev. In v tu milost Gospodova je, ka v molitvi leko zdigamo svoj glas pred njim. Pred njegov prestol milosti in On te odgovarja. On te dava odgovore na to, koga mi prosimo. Znate, za mnoge ljudi po tom svetu je ne samo umevno, kad se v takšno meri zbirajo. Ne. Mnogi morajo iti skozi težave, morajo dosta pretrpeti za voljo svoje vere v živoga Boga. Ne kakšakoli vere, pač pa vere v živoga Boga. V tistoga, šteri je včino to, ko nišče drugi ne mre, ko nišče drugi ne mogo, šteri je spravo odrešenje za vsakoga človeka. Znate, poleg toga, ko so mnogi v preganjanje, v nevornosti za svoje življenje, strajajo na toj poti za voljo toga, ko se zavedajo plačila, štero jih čaka v večnosti. Se mi zavedamo toga plačila, štero nas čaka v večnosti. To piše v Božoj reči, ko je oko človekovo ne vidlo. Ko je v človekov razum ne prišlo, to je Bog. Ne što je kolo, to je Bog pripravo za tiste, štere dovstrajale na poti z njim do kraja. In znate, strajnost zvestoba ima veliko vrednost v Božjih očaj. Jezus še v enoj prilike večkrat povdoro zvestobo. Povzdoro je vztrajnost in konča s temi besedami v Mateju 25, 21 in 23 veršoš. Prav dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, vstopi v veselje svojega gospodarja. Ali pridi se poveseliti v družbi s svojim gospodarjem. Se želimo veseliti v družbi z našim nebeškim gospodarom. Amen. Dragi moje, vztrajnost je prava odločitev. Vztrajnost v hoji z njim, to je ta prava odločitev, kaj se leko to veselje v družbi z svojim gospodarom uresniči. Ali najprej je potrebno stopiti na pot hoje, na pot vere v Jezuša. In dnes, kot je brat Samuel že povdoro, dnes smo učali o krsti, šteri je Jezušovo naročilo za vsakoga vernika. To je Jezušovo naročilo, to je zapoved. O krsti mogočali, kakšne je opisane v Bibliji in kakšne je tu edini verodostojen, edini pravilen. In za naše vodilo bomo prešteli Jezušove besede, štere je pravo svojim učencem pred odhodom nazaj k očete v nebesa. Stanemo, evo Božje besede in preštejmo v Markovom evangeliju 16. vrstico, 16. poglavje, 15. in pa 16. vrstico. Marko 16, 15 do 16. Tu Božja beseda pravi to, pravzaprav so to Jezušove besede. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. Kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
Nebeški Oče, hvala je Tebi za Tvojo besedo, štero si nam tu kot vodilo za naše življenje, da bi dosegnili te večni cilj. In tu kot opozorilo, ko naj ne delamo, ko naj ne da ovira v naše življenje, da toga cilja ne bi dosegnili. Prosim Te, pomori me, da v tom jutri povem to, ko je Tvoja vola. Gospod, blagoslovi vse nas, da to besedo šteromo čuli, da to prenesemo v svoje življenje in živimo po njej. Boj Ti proslavljeni, Bog Oča, Bog Sin, Bog Sveti Duh, od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen. Leko nazaj zavzemete svoja mesta. Nekaj poudarkov iz tega teksta je pomembnih, kaj jih pravilno razumemo in na to v svojem življenju tudi odgovorimo, kaj odreagiramo na to, ko Božja beseda pravi. Kot prvo, Jezušova zapoved njegovim učencom je, ne samo tistim 11, štiri so te bili skupaj z njim, pač pa vsem nam, mi smo Jezušovi učenci, mi smo njegovi izvoljenci in za vse nas pravi tok, pojdite in te dole pravi, oznanite evangelij. Dve stvari, štere se pričakuje od vsakoga vrnika. Ne samo od ništernih, ne samo od pastora, ne samo od diakonov, od veroučiteljev, pač pa od vsakoga svojega otroka. Bog pričakuje aktivnost v oznanjevanje evangelija. A naj evangelij oznanjujemo, ne je naše spreobračanje ljudi, to je delo Svetega Duha. Naše je oznanjevanje veselega sporočila Biblije. To je moje in tvoje poslanstvo in te je potrebno počakati na odziv. Jer te dostakrat je žmetno čakati. Da deco zoveš, tisti, štiri imate malo deco, to ještě bolje znate, mi štiri imamo veliko deco, tu znamo, kako je to, da deco zoveš, ka naj pride, ka ti kaj pomore, pa ga dolgo nega, pa ga še duže nega, pa ga ještě duže nega. Kako se te počutimo? Naš Bog milostivno čaka na moj, na tvoj odziv na Božjo besedo. Potrebno je torej počakati na odziv. In druga stvar, to je ta druga stvar, štero želim povdariti iz toga teksta, štero ga smo sprejeli. Kdor bo sprejel vero, najprej pojdete po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. In te dole pravi to, kdor bo sprejel vero. Jezus pravi, Jezus tu ne omenja vseh, kad vsi sprijali vero. Ne pravi, kad si pač pa ništerni do sprejeli vero. Što so tiste? Ja ne vem. Štiri da sprijo vero v Jezuša Kristuša? Ja ne vem. Ti ne veš. Zna pa Bog. Štiri po Svetom Duhu deluje v srca ljudi. In znate, tisti, štiri je poslušaj Božoj besedi, tisti, štiri odprej vrata svojega srca in je to poslušaj Božoj besedi, Božjome glasi, tisti, da odrešene. Popevali smo koroš, pritegni me svoje ljubezni. Molimo, prosimo Gospoda, ka najprej nas pritegne v svojo ljubezni v vsakoj situaciji našega življenja in ka tudi druge, štiri poslušajo glas evangelija, štiri poslušajo Božjo besedo, ka jih pritegne k sebe in zadrži sebe pri sebe. In znate te, da spremljamo vero, sprejeti vero, to vsebuje tu javno priznanje toga. Ne samo, kad smo vero sprejeli, pač pa je to potrebno te priznati. In to, ko se je zgodilo v srce, je potrebno pokazati tu navzven. In to se vidi na dva načina. Na dva načina se vidi to
ko se je v notranjosti zgodilo. In prvi način je z svojim priznanjem toga, ka povem to tudi drugim ljudem in ka živim to, kako sem se ga odločil. Živim po standarde Svetega pisma, to, kako Božja beseda naroča. In druga stvar je, ka pripoznam, ka pokažem to navzven, ko se je v notranjosti zgodilo, tu s krstom. Tu s krstom. Kdor bo sprejel vero in bo krščen, se te tekst nadaljuje. Znači, najprej vera, najprej se mora zgoditi vera in te pride krst. To je biblijski način, kako priti do krsta. Biblijski vrstni red. Vrstni red. Najprej skakate, pač pa idete po tom vrstnom redu. Najprej vera v gor stanjenega Jezuša Kristuša. V njegovo moč odpuščanja grehov. Zakaj? Za voljo njegove žrtve na Golgote. Ne samo, kad Jezus je prišel, pa zdaj idemo naprej. Ne, Jezus je odplačal ceno grehov na Golgote. Ne mogo dosta trpeti za to, kad jaz in ti leko mava odpuščanja grehov. Najprej se mora v srcu, v notranjosti zgoditi sprememba. Tu se mora doživeti eno novo življenje s Kristusom. In to, ko vrčen, moram dokazati vsem moram to dokazati, vidnome in pa nevidnome svete, s tem ga pokažem, ka pripadam Jezuše. Aleluja! Pripadnost Jezuše, to je važno. Pripadnost nebeškome kraljestve. Ne kako je brat pravo, ka samo nikak ja tu pokažem, kam pač mu se krst. Ne, s tem gesto kažem, ka pripadam Jezuše. Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. Dragi moji, bo rešen. Bog je pripravo, Bog je omogočil rešenje vsem ljudem, ali ne so vsi, ne do vsi odrešene. Zakaj ne? Kako smo prešteli? Kdor bo sprejel vero in bo krščen, samo tiste, da je rešene. Bo rešen. To je tej Božji način, to je tej Božji vrstni red, to je tej Božji princip. Bog postavlja jasen pogoj, dragi moji, eno jasno usmeritev in nekaj druge poti. To je biblijsko stališče in Bog na to tudi odgovarja. Najprej vera, sprememba v mojoj notranjosti in te potrditev notranje spremembe s krstom. To prinaša rešitev. To, dragi moji, prinaša večno upanje. Aleluja. To je večno upanje za vsakoga. Ali što pa to mi ne poslušam? Što ne upošteva Božjih navodil in živi po svoje, to smo prešteli, bo obsojen. In dragi moji, to od enega najbolj pravičnega sodnika. Da idete na sodišče, ne vem, če ste že bili ali ne, da idete na sodišče, tam pričakujete ene milostivne sodnike, štede do usmiljene do vas, če kaj nahopak napravite, nego činka, što je kaj takšega napravo, ali enok, da vsaki človek sojene od enega najbolj pravičnega sodnika. Zato se splača potruditi, poslušati Božji glas, dragi moji. Bog nikome nika ne vsiljuje.
On dava samo ene najboljše predloge za mene, za tebe, za vsakoga človeka. Ko to pomeni sprejeti vero? Najprej, kad si to razložimo, zakaj? Ko da mi to prineslo, Samuel že nekaj od toga učil, da je Jezus imel razgovor z Nikodemom v Janezovom evangeliju v 3. tale, to piše, njim je pravo med drugim tudi to. Od 14. vrstice naprej, Janez 3 od 14 naprej. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi, in dragi moji, zdaj pride to odločilno sporočilo, da bi vsak, ki vanj veruje, imel v njem večno življenje. Aleluja. Bog je namreč svet tako vzljubil. Znate, ko dole piše? Da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, in znova tej povdarek, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Dragi moji, to je to osrednjo sporočilo Biblije. To je ta zlata vrstica. Bog je pripravil odrešenje. In tu je potreben človekov odziv. Odrešenje iz suženjstva greha. To je možno edino po veri v Jezusa Kristusa, v njegovo delo zmage na Golgote. Se spomnite dogodka iz Stare zaveze, da je izraelsko ljudstvo šlo skozi puščavo v obečano zemljo? Ste že šteli to, gelte? Te poročila, ko se je to vse dogajalo, na toj poti so imeli dosta problemov, dosta težav, imeli so nadloge in ena nadloga so bile tudi strupene koče, štere so jih pikale in zavolo toga so mnogi tudi umrli. In, kad se to ne bi dogajalo, je Bog posredoval. Bog je zapovedal v tistem času Mojžešu, naj napravi eno bronasto kočo, kot simbol, kot znak, in jo obesi gor na eden drug. To, kar lahko vsi vidijo, to je bilo za njih znamenje. To je bil za njih znak. In vsake, v tistem času, vsake, štere se je te v veri, da ga je koča vgejla, da ga je koča piknila, vsake, štere se je te v veri zgledno na tisto bronasto, gor povzdignjeno kočo, je bil ozdravljen. Bil je rešen strupa od ugriza tej koče. In strup njeme te ne škodoval. Nikaj se njeme ne zgodilo. Zakaj? Zavolo toga, kaj je vrvo. Kaj je vrvo tome, ko je Bog po Mojžešu povedal. Zavolo svoje vere. Ne zavolo tiste bronaste koče, pač pa zavolo toga, kaj je vrvo tome, ko je Bog po svojem služabniki pravil. In dragi moji, Jezus tu pravi isto. Pravi isto stvar. Vsi mi smo vgejdeni, vgriznjeni od stare koče šotana. Vsi, vsaki človek, šteroga strup greha uničuje vsako življenje in pela v pekel, v večno smrt, v večno pogibljenje. Ali, dragi moji, Bog je tudi zdaj, tudi tokrat je poskrbel za rešitev tega problema. Bog je poskrbel, ne ti. Bog je poskrbel, ne nam trebej mreti zavolo toga šotanovega vgriza, pač pa imamo možnost življenja. Zakaj? Jezus je bil povzdignjen na križ. Jezus je bil povzdignjen na križ in tam na križi je zagotovo rešitev tega problema.
Jezus je to zagotovo in potreben je samo jedan mali delež mene, jedan mali delež tebe, mali delež človeka, da bi vsak, tako smo prešteli, kdor vanj veruje, v Jezuša Kristuša, imel v njem večno življenje. Izraelci so imeli izbiro. Pogled v vere na povzdignjeno kočo in s tem življenje, ali pa ignoriranje povzdignjene koče, nevera in s tem smrt. Dragi moji, v istoj situaciji smo tudi mi, dnes, kjer si ti, vsaki med nami, smo v istoj situaciji. Janeze 3:36, Janezov evangelij 3 pa 36, tok piše. Tok pravi Božja beseda mene in tebe. Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenje, ampak ostane nad njim Božja jeza. Dragi moji, vsaki sam izbira. Tok, kot je vsaki Izraelec, te mogo sam izbrati, kot da se odločil. Sam izbiram. Posledice so v vsakom primeru jasne. Večno življenje v Božje slave, v Božje prisotnosti ali pa večna Božja jeza. Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. In zdaj pridemo do tega našega osrednjega, do te naše osrednje tematike, ko to pomeni bo krščen. Ko Biblija dejansko pravi o tom. Najprej povejmo, ko pomeni beseda krščen. Do Biblija goči o krsti, se sikdar uporablja ena beseda baptizo. To se uporablja, ta grška beseda, Nova zaveza je napisana v originale v grščini in baptizo pomeni popolnoma potopiti. To pomeni popolnoma potopiti. Znate, kako so to razlagali, da so včasih, jaz se še spomnim, moja mama je to delala, ne vem, če starejši vi se tu je še dobro spomnite, štiri ste starejši od mene. Včasih smo barvali gvont, smo barvali včasih doma. Včasih. Ne, zdaj več ne. Zdaj se vse dobi kupiti v vsakoj bovti, na vsakom koraku imaš bovte, ki lahko kupiš. Včasih pa smo doma barvali gvont. In znate, tista barva, ko je bila, to je bil prav, pa se voda usipal, in če si šel gvont pobarvati, si mogel tkanino, tisto, ko si šel pobarvati, čista potopiti noter v tisto barvo. In to je bil simbol, to je bil pomen te besede baptizo, popolnoma potopiti. Če smo ne tisto, ko smo počeli pobarvati, čista noter potopili, je ne bilo vse pobarvano. Dragi moji, to je važno, kar razumemo. Biti popolnoma potopljen, ne v tisto vodo, pač pa popolnoma potopljen noter v Jezuša Kristuša. V njegovo voljo, v njegovo ljubezen, v njegovo delo. V primere aramskega vojskovodjo Namana, se spomnite, to je tisti, štiri je gobavi bil, v njegovom primeru, da je prišel k Božjome preroke, Božjome služabnike Elizeje in jim je tej pravo, Elizej jim je pravo, ne ga je niti pogledno, pa nika, pač pa jim je pravo, ide, pa se 7krat potopi noter v reko Jordan. Tudi v tom primeru je isto pomenilo, ide pa se popolnoma potopi, ne samo malo noter stopi, pač pa popolnoma se potopi noter in te boš čiste.
te boš čiste. V grščino prevedena Stara zaveza uporablja isto besedo baptizo. Nove zaveze je najprej opisane krst Janeza Krstnika. Najprej je opisane krst, on je krstil v Jordane, ali predtem, ko so ljudje prišli in se dali krstiti, je bilo njegovo sporočilo, in to je važno, je bilo njegovo sporočilo ljudem, spreobrnite se. Torej, začajte eno novo pot v svoje življenje. Ne to, kako ste prije bili, ne to, kako ste prije živeli, pač pa začajte eno novo pot, eno novo življenje. Tu Jezus se je dal krstiti. Znate, on je ne nucal enega novega življenja, on je ne nucal spreobrnitve. Jezus ne, zato ker on je bil Božji sin. On je Božji sin, oprostite. On je Božji sin. In on je sveti. On je brez greha. Bil in ostaja. Ali v Mateji 3. tale je to opisane te dogodek, da je Jezus prišel k Janezu Krstniku. Matej 3, od 13 naprej to piše. Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k mene. Janez je spoznal, Janez je znal, kaj Jezus ne nuca spreobrnenja. In pravi, bi mogel k tebi priti po to. Bi mogel k tebi priti po tvojo milost. In ti dole Jezus njime pravi to. Jezus mu je odgovoril in mu dejal, pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Da izpolniva vso pravičnost. S tem je Jezus pokazal, kako naj tudi mi vzememo za resno zapoved o krsti. Prva cerkev je redno prakticirala krst. V apostolskih delih imamo na več mestih zapisane, kaj so verniki, tisti, štiri so sprejeli vero, bili tudi krščeni. Redno, bar do te štiri apostolska dela in tudi dole naprej Božjo besedo, te videli, te našli te zapise. Krst odraslih je bila splošna praksa, ko dokazujejo tudi arheološka izkopavanja in tudi v starih cerkvah in katedralah so še zdaj ohranjene velike krstne kadi, ko nam sporoča, kaj so krstili takrat odrasle ljudi s potopitvijo. V poznejših stoletjih je bil uveden krst otrok s polivanjem. S polevanjem, malo vode in to je to. Ko pa nikdar v Bibliji njega omenjenega. Nikdar v Bibliji toga njega. V vodi smo prešteli Marko 16:16, je jasno zapisane pogoj za krst. Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. Otroci, dojenčke, tisti štiri še ne razmijo, za koj se pravzaprav ideji, ne mrejo sprejeti vere. Ne mrejo verovati. Ne vejo, kot to gre pravzaprav, zato ne izpolnjujejo pogoja za biblijski krst. Ob koncu pogledamo še eden vidik krsta. Pogledamo še eden duhovni pomen krsta. In to je lepo razloženo v pismu Rimljanom v 6. tale, 3. do 4. veršoš. Rimljanom 6, 3 do 4. Tok piše, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt?
S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Dragi moji, krst pomeni pokop starega človeka, starega načina življenja in pa vstajenje, začetek enega novega življenja z Bogom, v Božoj voli, na podlagi Božje drage svete reči. Če je krst večkrat povezane z odrešenjem, no Biblija nikdar in nikdar ne goči o tom, kako skozi krst pride do spremembe srca. Ne. Krst je samo posledica toga, ko se je v srcu zgodilo. Oseba se ne krsti zato, da bi gratala kristjan, pač pa, da pokaže, kaj je kristjan. Da s tem pokažem javno, kaj sem kristjan in kaj sem poslušen Božoj besede. Dragi moji, ko se tiče Božjih stvari, ko se tiče toga, ko Bog pravi, niti eden zunanje dejavnik ne more spremeniti notranjosti. Ne. Zunanji dejavnik ne more spremeniti mojega srca, tvojega srca. In voda, sama voda, ne ima nikše, tako povem, čarobne moči. Z vodou se lahko zaperejo roke, lahko se zaperejo noge, lahko se obraz lepo doj zapere, nikak pa se ne more oproti srci. Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. Kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Amen. Lahko sklonimo glave v molitvi. In če v svojem življenju, če se ještě ne prinesel te odločitve o hoji z in pa za Gospodom, je zdaj pravi čas, da se odzoveš na Božji klic, na Božji poziv. In če želiš svojo vero, če želiš to, ko se je v tvojo notranjosti zgodilo, svojo vero, če želiš javno priznati in se želiš dati krstiti, mi daj znak. Lahko mi daš znak, ali pa tudi po bogoslužju prideš k mene. Bomo se zgučali za datum, do in koliko. Gospod učiva tvoje življenje in te spodbuja, kaj toliko vrčeš, dokažeš vsem in znaš, Gospod, da te blagosławi, Gospod, da te vodil, Gospod, da te usmeril, Gospod, da te pomagal na tvoji poti hoje za njim. Nebeški Oče, hvala je tebi za vsakoga prisotnoga, za vsakoga, štiri posluša tvojo besedo. Nebeški Oče, hvala je tebi, kad nam ti ponujaš samo najboljše. In prosim te pomore vsakome med nami, kad se na to ponudbo odzove. Zaistino spremljamo to ponudbo in tako uživamo te v tvojoj prisotnosti in pa uživamo v večno življenje, šterega ti imaš pripravljenega in smo že zojleko deležni. Blagoslovi moje brate, blagoslovi sestre, blagoslovi vsakoga prisotnega, tistega, štere posluša tvojo besedo, kad bi jo razumeli in se odločili, toliko v srce smo doživeli, to tu javno priznati, s tem, kad izpolnimo tvojo zapoved. Amen. Amen. Amen.